Znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lilisorom, znova je tema leta 2026 in tokrat je tema odnosi, ljubezen in tako naprej. Jaz mislim, da zdaj pa že vrabci čivkajo, da stopamo v leto novih začetkov, da stopamo v leto novega 9 let dolgega cikla in ta šestica na koncu pravzaprav namiguje, da bo poudarek ravno na odnosih. Šestko povezujemo z domom, družino, ženstveno energijo, ljubeznijo do sebe, zaljubljenostjo, poroko, tudi ločitvijo. Se pravi, kaj zdaj vse to pomeni? Pomeni, da primarno bomo spreminjali naše dojemanje, naše definicije, kaj odnos sploh je. Pa naj gre za partnerski odnos, prijateljski odnos, poslovni odnos, sosedski odnos, kakršenkoli odnos, seveda absolutno ne gre brez odnosa do sebe. Se pravi, predvidevati je, da v tem času bomo malo drugače začeli definirati, kaj je sprejemljivo, kaj ni sprejemljivo. Vse več se govori o toksičnih odnosih. Če pogledamo 40-50 let nazaj, so bila merila za srečen zakon zelo drugačna kot zdaj. Marsikje je bila ločitev sploh nepojmljiva. Danes te stvari niso več noben tak bav. Danes govorimo o istospolnih porokah in tako naprej. Se pravi, tematika je popolnoma drugačna bila v zadnjih letih, kot denimo 40, 50, 60 let nazaj, kar pa pravzaprav so letnice, ki se nam kar bližajo, no? Torej, spreminjali bomo svoj odnos do teh konceptov. Kaj je dom, kaj je družina, kaj je zdrav odnos, kaj je okej, kaj ni okej, kje so meje in kako postavljati te meje. In življenje nas je na to pripravljalo že kar nekaj časa, zato tudi je toliko turbulentnosti ravno na področju odnosov. Pomembno pa je, da sebe znotraj vsega tega dogajanja ne zgubimo. In to se nam daj zgodi, to je čisto človeško, jaz mislim, pretekla razočaranja, pa naši uspehi, pa stvari, ki so lepe, pa stvari, ki so grde. Včasih se enostavno življenje zgodi, zdirka mimo, jaz ne vem, kako smo že 2026, ravno kar smo bili 2019. Kdaj pa sebe v resnici najbolj zgubimo? Takrat, ko smo na frišno zaljubljeni. Takrat, vrabci čivkajo, labodi plavajo, delfini skačajo, slišimo travo rast. Vse nas zanima o tej osebi, ki je predmet našega oboževanja. Kaj je tej osebi všeč, katero glasbo posluša, katere filme gleda, kako se oblači in tako naprej. Kar poglejte tudi, ko recimo nam je kakšna zvezda všeč, kako včasih se začnemo njim podobno oblačiti in tako naprej. Se pravi, sebe velikokrat, ko nas nekdo prevzame, zgubimo. In leto 1, če bo kaj od nas pričakoval, je to, da se najdemo. Se pravi, če se zgodi nek zelo hiter razhod, prepir, prelomnica, ne se tega bati. Tam mene bolj skrbi pravzaprav tam, kjer se odnosi že dalj časa pacajo, dobesedno, kjer mogoče, če bi gledali s potrebno čustveno takšno in drugačno distanco, bi rekli, ja, tole pa zelo težko, da bosta zvozila, tako da bo odnos še kdaj res kvaliteten. Tukaj bi rekla, dajmo biti pametni samo za sebe in ne za druge, ker redko vemo, kaj se dogaja, kaj se v resnici dogaja za zaprtimi vrati, in mi je všeč, da se vse več govori tudi o narcizmu, tudi o osebah, ki so v družbi strašno prijetne, zabavne, zvenijo zelo zrelo, napredno, duhovno celo, bom rekla, za zaprtimi vrati pa ta maska pade dol. Torej, dragi moji, takole bom rekla, v vsakem odnosu igramo neko vlogo, to je dejstvo. Mi lahko nekoga še tako brezpogojno ljubimo, ampak vlogo v tem odnosu imamo. Idealno je, če mama svojega otroka brezpogojno ljubi, kar pomeni, da si ne bo zakrivala stvari, ki niso všeč. Se pravi, da ne bo tistega tipa mama, moj pa že ne. Moj ne. In potem, moj bog, s kje se je povzela odvisnost, pa nasilje, pa to. Se pravi, da si ne zanikamo stvari. Enako velja za očete, da ne bo kdo mislil, da jih izločujem iz te zgodbe. Zelo pomembno pa je, da sami s seboj ne igramo vlog in sami pred seboj ne nosimo mask.
Marsikje, marsikdaj, z marsikom smo v to prisiljeni zaradi samih okoliščin. Ko pridemo v službo in imamo zelo strogega šefa, verjamem, da mu ne bomo zdaj razložili, da smo ravnokar kupili vložke, ker krvavimo in tako, a ne. So pogovori, ki sodijo v prijateljsko sfero, v privat sfero, v naše misli in ne v javnost. Torej, jaz vas v prvi vrsti spodbujam, da ste sami do sebe brutalno iskreni. Kajti zelo dobro vem, v kakšno leto gremo, in če ne bomo sami do sebe iskreni, če ne bomo dali karte na mizo sami sebi, nas bo življenje toliko časa nekako pretresalo, spodbujalo, frcalo, brcalo, tako ali drugače, da bomo v to nekako prisiljeni. Se pravi, tiste osebe, ki se ne rade soočajo s seboj, ki ne rade delajo na sebi, ki so zelo nagnjene k temu, da so vedno drugi vsega krivi, so one največje žrtve, vedno žrtve, nihče še ni bil tako velika žrtva kot te osebe. Pravi, tem osebam ne bo prijetno. Zdaj, če ste si takoj pomislili, fajn, super, tale, kaj pa meni, bo ful grozen let zanj. Ne, biti taki ljudje. Vsi se še učimo, vsi ga kdaj pobiksamo, vsi se kdaj zmotimo, vsi kdaj ne zmoremo. In nikoli ne vemo v resnici, kaj se dogaja nekomu, ki je morda naredil slabo odločitev, mogoče ni uspel doseči obljubljenega. Kaj, če bi se domenili, da bomo v 2026 to šestico na koncu uporabili za bolj materinsko, sočutno energijo in bomo raziskovali, zakaj se nekdo obnaša tako, kot se. In bom tukaj skrajno poudarila, če imate na drugi strani osebo, ki pa vam vedno znova dokazuje, kaže, kdo je, kakšni so njeni ali njegovi nameni in da niso glih takšni, kot bi si vi želeli, ne v nedogled čaka, da bo nekomu po domače povedano padel cego na glavo. Torej, 2026 nas bo vedno znova preko dogodkov, ki nam ne bodo pogodo spraševalo. Ej, stari, ej, stara, koliko imaš pa ti samega sebe oziroma samo sebe rada? Torej, dragi moji, ko sem pisala napovedi za 2026, mi ena misel vedno znova prihajala. Ne glede na temo pogovora, ne glede na temo, na katero sem se osredotočila, in sicer naše meje bodo kršene. V svetovnem merilu zagotovo bomo priča kakšnemu novemu izbruhu vojne, nesoglasij in tako. Po drugi strani pa na naši osebnostni ravni podobno. Naše meje bodo kršene, ker jih sicer redko znamo v resnici postaviti. Ker smo malo bitja udobja, varnosti, rutine, navade tega, kar smo naučeni, s čimer ni čisto nič narobe pravzaprav, ampak po drugi strani sem ter tja potrebujemo spodbudo iz okolice, da nas nekako frcne in opomni, da si zaslužimo lepo, da smo v redu, da so vse naše šibkosti, napake tudi okej, ker v končni fazi saj niste prišli na zemljo zato, da boste popolni. Prišli ste na zemljo zato, da boste vi. In če pogledamo po zgodovini, kdo je zgodovino človeštva spremenil na bolje? Tisti, ki so izstopali. Torej, ko mogoče boste deležni kakšne zlobne opazke, očitka, mogoče celo oseb, ki bodo žaljeni, ki boste ugotovili, da do vas niso iskreni, se vprašajte, kako ste lahko vi do sebe maksimalno ljubeči. Ker če se vrnemo k brezpogojni ljubezni, če se vrnemo k brezpogojnemu sprejemanju drugih ljudi, to ne pomeni, da jih odobravamo, to ne pomeni, da rečemo, ok, te razumem, je enako, jaz isto tako mislim, ne. To pomeni, ok, razumem, sprejemam, opažam, ampak zdaj rabim nekaj spremeniti. Tako kot razumemo, sprejemamo, opazimo, karies, gremo k zobozdravniku in ga zrihtamo, jaz upam, ne. Da nam ne bo treba potem kasneje se ukvarjati z granolomom, ruvanjem zob itd. In v odnosih je velikokrat podobno. Zaznamo razpoke, zaznamo težave, ampak kar nekako odlašamo in upamo, da bo bolje, in leto 2026 je pa tisto rezilo, ki bo reklo, ok,
Ali je tebi to kul, da si vedno oseba, kateri se lažejo, ki je prevarana, ki je to, ki je uno, če ti je to kul izvoli, jaz ti brez problema pošljem še par ljudi, ki bodo točno to tebi postregli, ker dragi moji, ko gremo v gostilno, natakar nareče, kva, to boste naročili, to je to za noč, to pa res ni dobro. Ampak si misli, tej osebi je to, kar je naročila, izvrstno, se pravi super, jaz si bom prinesel. In vesolje in življenje velikokrat deluje enako. Če je vam okej, da so ljudje do vas nesramni in nespoštljivi, da vas partner vara, da je partnerka nasilna do vas, itd. Ja, okej, ne, dajmo pa še par ljudi vam prinesti zaradi tega, da ja boste živeli v obilju tega, česar si želite, ker več kot očitno to dopuščate. Tako da, dragi moji, zdaj bom nehala biti pametna. In bomo v prvi vrsti naredili hiter pregled osebnih let od 1 do 9 in povedali v parih besedah, kakšno leto prihaja. Oddajo o osebnem letu, kaj pomeni, kaj prinaša, sem že naredila, jo poiščite na mojem YouTube kanalu ali na moji spletni strani, kjer so zbrane vse napovedi za 2026 na enem mestu, da ne bomo predolgi. Na to se bomo naučili izračunati število duše, pogledali bomo, kakšen partner ste, kakšnega partnerja potrebujete. To so včasih lahko zelo dragocene smernice pri tem, da se naučimo in potrudimo odnos zboljšati. Ne glede na vse povedano, nisem zagovornik tega, da se vrže puško v koruzo, nisem pristaš tega, da se reče, veš kaj, neki drugi se bo imel pa boljš ali pa imela pa boljš. Sem velik zagovornik tega, da se da najti srednjo pot med dvema tako zelo ekstremno drugačnima, različnima, nekompatibilnima osebama, kadar sta se obe osebi pripravljeni potruditi. Z vami delam več kot 20 let, bila sem tudi vodja odvetniške pisarne, kar nekaj ločitev sem videla, marsikaj sem tudi sama v življenju skozi dala, marsikaj mi sami zaupate. Veste, in to je poglavitna razlika uspeha v odnosu in verjamem, da nam je to vsem logično, ampak ko pa smo čustveno vpeti, ko si želimo z nekom ostati, ko imamo občutek, da bi vse naredili, samo da ta oseba ne bo šla, da se bomo res potrudili, da bo ta oseba srečna, da bo odnos se ohranil, ali zato, ker smo mi tako zelo zaljubljeni, ali zaradi otrok, kakršenkoli razlog že, s tem sebe absolutno izničimo in izgubimo dolgoročno. In tisti odnosi, ki ne glede na to, kako zelo globoko so mogoče v nekih težavah, kaj groznega se je zgodilo, a veste, tisti odnosi, kjer se oba želita potruditi in aktivno delata na temu, tisti odnosi imajo šanso. Tam, kjer pa vi vse bolj po sebi hodite, zato da bo nekdo drug vendarle ugledal luč, ostal ali ostala in bo potem kar nekako zato bolje, pa običajno niso tisti, ki prinesejo srečo. Tisti osebi, ki hodi po sebi. Pa sem rekla, da bom nehala biti pametna. Okej, dobro. Osebno leto zračunamo tako, da seštejemo svoj dan rojstva plus mesec rojstva plus letnico do ene same cifre. 2026 smo rekli je 1, se pravi, si lahko to olajšamo. Jaz sem rojena recimo 12.8, 12 plus 8 plus 1, toliko časa seštevam, da dobim 3. Tisti, ki greste v enko, od vas se bo pričakovalo, da ste samostojni, da vi naredite prvi korak, recimo, če ste samski, če vam je nekdo všeč, drage dame, dajte fantu vedeti, da vam je všeč, potem pa, če govorimo o moški energiji, vas bo povabil ven, če govorimo o princeski, sem pa starejša, pa si marsikaj upam reči, pa si mislim, boljš, da ne. Torej, novi odnosi, novi začetki, novi ljudje, novi projekti na vseh področjih, predvsem pa je pomembno, da vi oblikujete svoj novi jaz. Kar posledično seveda pomeni, da določeni ljudje energijsko ne bodo šli več uštediti z vami. Ta proces je za vas pričel lansko leto, ko ste bili v letu 9, ko se je ta osip absolutno že jasno pokazal. Z nekom več ne greste v štric, s kom ste na isti valovni, s kom niste. Pomembno je, da resnično gradite sebe na vseh področjih in absolutno tukaj je v ospredju odnos do sebe in koga izbirate v svoji bližini. Tisti, ki greste v dvojko, zelo pomembno leto za odnose, za odnos, ki ga vi gojite do sebe v smislu, do kam dopuščate, da vas mnenje okolice, pričakovanje okolice, tudi če govorimo o družbenih normativih, ali sosedih, ali najboljših prijateljih, prijateljicah, družbi, ki jo imate tako, s katero hengate, vaših starših, vaših pričakovanjih, do kam dopuščate, da dejansko odločajo namesto vas.
Pojavile naj bi se osebe, ki so za vas dobre, osebe, ki ne bi bile tudi vam podobne, pa tudi osebe, ki so lahko vaše totalno nasprotje. Mnogo bolj ugoden čas za odnose, kot je bilo recimo leto 2 lansko leto, ko smo bili v turbulentnem obdobju. Se pravi, raziskujte, kdo vam paše na dušo in kdo ne, kakšni ste vi, ko ste v komunikaciji z določeno osebo in katere dele sebe morda ste pa zanemarili. Tisti, ki greste v trojko, jožoš, res znamo biti tako zaljubljeni, kadar smo v trojki, da ne vemo tudi, kako nam je ime. Zelo plodno leto, drage dame moje, če ne želite zanositi, paziti. Mnoge je nosečnost presenetila v tem času, sicer pa čas, ki je idealen, da spoznavate sebe, da zdravite svojega notranjega otroka, se pravi svojo lastno ranljivost. Lahko se zgodi, da nekdo v vaše življenje prileti izključno zato, da vam pokaže, kje so vaše šibke točke, ne zato, da bi se vi počutili slabo, ampak zato, da bi na njih delali. Se pravi, malo previdnosti, če neka oseba v vas zbuja resnično zelo intenzivne občutke, ki pa nekako ne gredo vštric s tem, kar se dogaja. Se pravi, ste zelo jezni, ali vas nekdo izjemno fizično privlači, ali vam je nekdo ful simpatičen, ali pa mogoče vas zelo odbija. Pejte malo v občutke, kdaj ste se prvič ko počutili, kdo je to prebujal v vas in česa se takrat morda še niste naučili ali utrdili. Sicer bi pa moglo biti resnično pozitivno leto, kar se tiče odnosov. Tisti, ki greste v štirko, obeta se vam stabilna energija, odnosi, ki bodo v ospredju, so dolgoletni odnosi, se pravi osebe, katere morda pa vi dojemate kot samoumevne, osebe, ki vas doživljajo ali z vami ravnajo, kot da ste samoumevni, definitivno poglabljanje dolgoletnih obstoječih odnosov. Ker gremo v leto 1, lahko pride do preobratov, do prelomnic, do tega, da se boste končno mogoče pa vi postavili za sebe ali pa bo nekdo mejo postavil vam. Takole bom rekla, štirice ste bitja rutine, varnosti, stabilnosti, zanesljivosti, top. Včasih malo težje razumete drugo plat zgodbe, drugačne ljudi, včasih se težje prilagajate ali sprejemate stvari in situacije, v katere ste nekako pahnjeni. Se pravi, 2026 vas bo želelo zbezati ven iz tistih mogoče, zastarelih vzorcev. Super bo. Tisti, ki stopate v petko. Torej, petka je število strasti, tudi število avantur. Tudi obdobje, v katerih običajno rada opozorim, da bodite previdni z vsemi osebami, ki ste jih spoznali v prvi polovici leta. Se pravi, če ste samski, nekoga spoznate tam okrog februarja, ne bom rekel previdni, ne bom rekel odriniti to osebo, spoznavajte to osebo, ampak oprezajte. Ali vas ta oseba uči, kje ste morda vi zaprti, kje rabite spremembo, ali vam prinaša neko bolj sproščeno, spontano, strastno energijo. Moram fajn mežikati, zakaj je dobro letošnje leto za vas. Po drugi strani lahko se zgodi, da se bo ta oseba izkazala za zelo drugačno, kot se je zdelo sprva. Lahko se zgodi tudi, da se bodo same okoliščine spremenile. Morda bo, ne vem, dobila službo na Antarktiki. Morda se bo tej osebi nekaj takega zgodilo, da bo zelo vplivalo na vajin odnos. Se pravi, ja, absolutno spoznavajte nove ljudi, spoznavajte drugačno plat sebe, ampak bodite previdni. Tisti, ki greste v šestko. Šestka je vedno osredotočena na ljubezen do sebe, na postavljanje meja, romantično leto, čudovito leto za zaroko, za poroko, za združitev dveh poti, za utrditev obstoječega odnosa, ne glede na to, ali je to partnerski, prijateljski, odnos do sebe, odnos do matere bo v ospredju, do ženstvene energije, se pravi tudi do vsega tega, kar vi dojemate kot šibkost. Po drugi strani je pa to tudi lahko leto razhoda, ločitve, tega, da končno rečemo ne, včasih tudi sebi. Torej bo leto, v katerem boste sebe prepoznavali v drugačni luči, osebe okoli sebe tudi. Zelo pomembno pa je, da negujete tiste odnose, ki so za vas dobri. Tiste odnose, ki so zreli in tiste odnose, ki so vam doprinos. Vse prehitro, ko smo v šestici, pademo v to, da želimo ugajati, da želimo sprejemati tako zelo, da sebe izgubimo. Tisti, ki stopate v sedmico. Sedmica bo zelo zanimivo obdobje prepoznavanja sebe, prepoznavanja resnice.
Staviti grem, da se bo kakšna oseba izkazala za neiskreno v tem času, staviti grem, da boste prepoznali tudi neke svoje lastne podzavestne mehanizme, zaradi katerih morda odrinete, morda ne verjamete, ne zaupate in tako naprej. Super priložnost, da jih pridelate. Sedmica sicer slovi po tem, da je rada sama. Se pravi, če ste v odnosu, če niste samski, bi se lahko zgodilo, da boste opazili, da rabite malo več miru, malo več odmika, malo več časa za sebe, super leto za učenje, za osebnostno in duhovno rast. Zelo pomembno je, da znate to skomunicirati, primerno povedati, da se osebe okoli vas ne počutijo odrinjene ali še slabše, neljubljene. Leto, ki ne bo najbolj romantično, kar pa ne pomeni, da ne bo čustveno. Tisti, ki greste v leto 8. Leto, ki včasih simbolizira tudi čustveno hladnost. Lansko leto ste bili v sedmici, prepoznavali ste sebe, ugotavljali ste, kaj ste prerasli, kje ste mogoče zdaj mnogo bolj zreli, kot ste bili in kdo v vaši okolici pa resnično ni. Zaradi zdaj nekako ste v letu, ko se bo osredotočalo na vašo lastno vrednost, kar pomeni, kako postavite mejo, čemu rečete ja, čemu rečete ne, znate vzeti moč nazaj v svoje roke. Leto 8 je običajno osredotočeno na bolj poslovni del našega življenja, na učinkovitost v življenju, je pa res tudi to. Če ste v toksičnem odnosu, če ste v odnosu z osebami, ki so polni sami sebi, vam bodo šle letos toliko bolj na živce. Od vas se pričakuje v 2026, da se postavite zase. V službi, med sosedi, buljem, osebam, ki se jih bojite, avtoriteti, če je potrebno, kar pomeni včasih tudi sami sebi. Se pravi, ne biti pasivni letos, biti proaktivni. In še tisti, ki stopate v 9, absolutno čustveno leto, leto, kjer se lahko stvari hitro zaključijo in nove začnejo. Ne se tega ustrašiti. Lahko se bo zgodilo, da z določenimi osebami čez noč ne boste več čutili, da bi se družili, ali pa bo mogoče zaradi neke traparije prišlo do spora in do odmika. Zelo velikokrat se zgodi, da če govorimo o nekih dolgoročnih odnosih, se kasneje znova nekako najdemo. Definitivno pa je leto 9 vedno obdobje, ko se ločujemo od vsega, kar smo prerasli. Se pravi, ste v času transformacije, za vas bo to toliko bolj intenzivno, ker smo v letu 1 in ker je leto osredotočeno na odnose, se pravi, neke stvari se lahko zaključijo in nove začnejo, še preden boste rekli keks. Še preden boste dobro dojeli. Se pravi, če bi se karkoli res nenadno zaključilo na katerem koli področju, zaupati, da je pravzaprav vesolje vmes poseglo. Ok, to je bilo na hitro od 1 do 9. Zdaj pa bomo pogledali število duše. To je eno izmed naših osebnih numeroloških števil. Najbolj nas zanima, kadar imamo recimo težave v odnosu, ker nam pomaga razumeti drugo osebo, na kakšen način čustvuje, na kakšen način svoje čustva tudi mogoče izraža. Kaj potrebujete vi, kaj potrebuje druga oseba, zakaj se včasih ne razumemo, to je nek tak Google Translate. Ali bi mogoče počasi začela govoriti ChatGPT counseling. Bom razmislila. Vi pa dajte vmes sešteti vaše samoglasnike od 1 do 9, sem hotela reči, iz imena in priimka kot ob rojstvu. Se pravi, drage dame, dekliški priimek nas bo zanimal, kar v miru ustavite tale video in prepišite svoje ime in priimek, izluščite ven samoglasnike, se pravi A, E, I, O, U, dopišite vrednosti in seštevajte do ene same cifre, kot tudi vidite na primeru. Ok, enke. Ste bitja samostojnosti. V odnosu rabite imeti občutek neodvisnosti. Ne glede na to, kako ste zaljubljeni, ne glede na to, kako je vaš partner oziroma partnerka popolna, ne boste se počutili dobro, če boste imeli občutek, da ste vzdrževani, če boste imeli občutek, da se rabite podrejati ali prekomerno prilagajati. Definitivno ste oseba, ki ima vizijo v življenju, ki zna biti sama, ki je mogoče včasih celo najbolj domača v tem, da je sama. Se pravi, tukaj bodite previdni, kajti ta enka včasih, če rečemo zdaj minus, lahko postane šef, pa malo komandira okrog sebe, lahko po drugi strani se pa tako zelo zatre, da težko sploh pove, česa si želi. Se pravi, tukaj zdaj vmes je včasih težko najti srednjo pot. Po eni strani bi bili ta glavni in imate vse te sposobnosti, po drugi strani mogoče imate slabe izkušnje ali pa niste v poziciji, da bi bili zdaj kar, ne vem, premožni, bogati, sposobni na vodilnem položaju in bi lahko svoj potencial v polnosti živeli.
Za nič od tega ni kriv nihče, tudi vi ne. Se pravi, vprašajte se, kako lahko sebe bolj močno živite, kako lahko stopite v svojo lastno moč, ne s tem, da se mogoče znašate nad drugimi, pardon, to se pač nekaterim s tem številom duše dogaja, ne trdim, da vam. In kako lahko pravzaprav ste znotraj odnosa avtonomni in obenem globoko povezani z drugo osebo, ne glede na odnos, o katerem govorimo. Število življenjske poti duše 2. Torej, dvojkica pa je tista, ki želi ugajati, ki običajno počaka, pa potipa, kaj bo druga oseba rekla, kaj meni druga oseba. Težko spregovori, če meni, da se sogovornik ne bo strinjal z njo. In kaj mislite, kaj bo 2026 vam rekla? Ejla, kva kaj ti? Torej, pomembno je, da poveste, kdo ste. Pomembno je, da poveste, česa si vi želite, kajti ljudje, drage moje dvojkice, vam ne morejo misli brati. Vi to znate. Vi znate začutiti čustvo sočloveka. Podobno tudi šestice in devetice. Vi znate občutiti, kako se človek počuti, zelo ste senzibilni za tujo stisko, želite pomagati in tukaj je potem catch. Kje ste vi? Se pravi, tekom naslednjega leta se čim večkrat vprašajte, kje znotraj tega odnosa sem jaz. Idealen sodelavec ste, super prijatelj ste, razen kadar pa mogoče je bilo tega podrejanja, si drzim reči, preveč. In potem pridemo do tiste točke, ko ne moremo več, ne zmoremo več in včasih smo potem nekoliko odrinemo stran tudi osebe, ki nam želijo dobro. Se pravi, prevetrite svoje odnose. Kdo je za vas dober, kdo ni, zakaj in kako predvsem, drage moje dvojkice, kako ste same do sebe lahko boljše. Trojke. Število duše 3 ste osebe, ki kadar ste zaljubljene, ojoj, ste res zaljubljene. Stvari doživljate intenzivno, zato vam včasih mogoče očitajo dramo, včasih vam mogoče očitajo, da pretiravate, ste pa absolutno oseba, ki svojo naklonjenost, svojo pozornost zna pokazati na res neverjetno kreativne načine, radi izkažete svojo, bom rekla, občudovanje, znate fenomenalne komplimente, me pa zanima, ali se tudi do sebe tako obnašate. Trojkice ste običajno zelo ranljive, kadar vam nekdo nekaj grdega pove o vas, zelo hitro mogoče kakšne stvari dojemate kot napad, čeprav niso bile mišljene kot takšne in to v 2026 bo zelo pomembno. Razlikovati, kaj vam nekdo pove z najboljšimi nameni, ker vam mogoče želi samo nekaj izpostaviti, z vami deliti, da čisto vsaka stvar, o kateri se pogovarjamo, mogoče ne leti na vas, vsaka objava na socialnih omrežjih ne leti na vas. Trojka ima res bujno domišljijo, kar pomeni, da, lejte, za moj 50. rojstni dan takoj vas povabim, da pridete pomagati krasiti in organizirati. Včasih, mogoče na drugi strani je oseba, ki ne ve, kaj s tem početi in niste vi problem, ampak način komunikacije, ki bi bil tako vam in drugi osebi ok. Se pravi, tukaj leži past naslednjega leta za vas. Štirkice. Že pri osebnem letu 4 sem omenila, da to je absolutno obdobje rutine, tega, da želimo se ukoreniniti, to, da smo osebe, ki so zanesljive, ki se mogoče težje spreminjajo in to pogledno bi lahko bilo leto 2026 za vas malo naporno. Štirkice ste tiste osebe, ki ste res dober prijatelj, ki ko nekaj obljubite, to želite izpolniti, ki ste praktične, se pravi, rajš dobite toaster za darilo, kot, ne vem, rože, pliškote, ker kaj bi človek delal s pliškoti. Ni vedno tako, ampak večinoma vidim, da pri osebah z številom duše 4 nekako da tako funkcionirate. Se pravi, če boste praktično razmišljali in če se boste trudili z razumom razumeti svoje čustva, ne boste daleč prišli. V letu 2026 definitivno prisluhnite sebi, katere osebe so dovolj zanesljive, čustveno stabilne in zrele za vas, da se vi ob njih počutite varne. V katerih odnosih bi dejali, da ta varnost obstaja, v katerih odnosih mogoče je ne čutite. Se pravi, drage štirke, opazujte pravzaprav svoje odzive. Kje ste v krču? Tam ni ok. To je vaša intuicija. To je obvestilo, da pokajte drugam. Kje ste sproščeni? Kje je mogoče osebo ste ravno kar spoznali, pa se vam kar zdi, da
je pa kul. Se pravi, poslušajte svoje telo, definitivno pa pokukajte ven iz vsega tega, na kar ste navajeni, in zato, ker vam je poznano, menite, da je varno. Tisti, veste, vrabec v roki, golob na strehi, tudi če je slabo, vsaj vem, kaj je. Ne, no. Bom kar po domače rekla, kot da se poznamo že 100 let. Ne, no. No in to, ne, no, je pa nekaj, kar pa vsi tisti, ki imate število duše 5, kar obvladate. Se pravi, za vas pa velja, ko vam nekaj ni prav, greste pogledat drugam. Kar je super, ker vsi včasih potrebujemo ta opomnik. Mogli bi pogledati sicer na vsa vaša osebna števila, torej ne želim vam delati krivice, ampak število duše 5 v prvi vrsti je zelo strastno število. Jaz vedno poudarim, da 50 odtenkov sive ni naključje, da je tam na začetku 5, se pravi, ste osebe dinamike, strasti, ognja, tega, da res znate uživati v življenju in vsaj veste čim. Če tega ni v odnosu z drugo osebo, je to zelo veliko opozorilni znak. Vem, da mogoče zveni zelo plehko, ampak poglejte, to so stvari, ki so vam pomembne. Ljudje smo vsi različni. Petko povezujemo z eksotičnim, povezujemo tudi s prepovedanim. 2026 ni leto, v katerem bi vam priporočala, da se greste karkoli prepovedanega. Hitreje se bo zvedlo, pa tudi posledice bodo malo slabše, hujše, bolj boleče, kot bi si sicer mislili. Torej, za vas bo leto 2026 tisto, v katerem sledite temu, kar vi potrebujete. Če potrebujete več svobode, naj bo to z osebo, ki to svobodo tudi sprejema. Če potrebujete končno to, da se boste ustalili, da boste malo bolj v easy, potem pa to. Se pravi, poslušati sebe, poslušati svoje potrebe in slediti pravzaprav temu, kar vam vaš notranji glas govori, kamor vas usmerja, na način, da tudi vi poveste potem naprej, kakšna so vaše pričakovanja, kakšni so vaši nameni in tako naprej. Se pravi, v kratko bi rekla, karte na mizo, drage moje petke. Petko povezujemo tudi s tujino, sem prej rekla, se pravi tudi osebe, ki sicer niso tipične ali za slovenski prostor ali za vas, bi se vam lahko pojavile in vas pravzaprav učijo vaše lastne druge plati zgodbe. Drage moje šestice, ja, ključno leto za vas bo na področju odnosov, že nekaj časa je temu tako, tam nekje od 2016-2017 pravzaprav. Poglejte svoj napredek v odnosih. Kako ste kaj? Se imate kaj bolj radi? Si bolj prisluhnete? Še vedno včasih postavljate druge na prvo mesto? Predolgo časa? Preveč? Leto 2026 po eni strani je super leto za poglobitev odnosa s seboj. Za če je potrebno na kakršenkoli način zdravljenje odnosa z mamo, zdravljenje odnosa, ki ga imate vi z ženstveno energijo, s vsem tistim, kar vi menite, da je vaša šibkost. Verjamem, da sem vam velikokrat v življenju rekla, da ste preveč čustveni, da kaj pa spet, da joj, z vami se pa res ne da pogovarjati, ne? Jaz vedno imam na to isti odgovor. Druga skrajnost je kamen, pa še kristali in kamni vemo, da imajo energijo in se odzivajo. Se pravi, ali bi si želeli biti čustveno otopeli, hladni, odmaknjeni, mrtvi, ali boste končno, če še niste, v svoje življenje raje povabili osebe, ki so vam podobne, se pravi enako čustvene, sočutne, materinske, zaščitniške. Ne glede na to, kje v življenju se zdaj, to bo poglavitna zadeva leta 2026 za vas, drage moje šestice. Sedmice. Ne bom vam lagala, leto ne bo preprosto. Ne bo preprosto pa zato, ker število 7 je tisto, ki največkrat v življenju reče, sej bom sam, sej znam sama. In včasih, kadar smo prizadeti, smo razočarani, se nam zgodijo mogoče tudi kakšne zelo boleče zveze, včasih sedmice potem rečejo, veš kaj, bom sama oziroma sam tudi ostala. Se pravi, ne iskati varnosti v tem, da ste sami, ne iskati varnosti v izolaciji. Verjamem, da imate namesto 300 prijateljev, jih le nekaj pa tiste zelo kvalitetne, da ste zelo kvaliteten prijatelj tudi vi sami. Tisti prijatelj, ki vam bo nalil čistega vina, ki bo povedal po pravici, ki bo iskal globino, in to je ključnega pomena tudi za vaše partnerske odnose. Globina, zrelost,
zrela komunikacija, spoštovanje. Se pravi, z ljudmi, ki delajo dramo, z ljudmi, ki čustveno manipulirajo, z ljudmi, ki ne vem, kdo so, kaj bi, vi ne veste čisto dobro, kaj bi počeli. In vam nič ni treba z njimi početi, razen če ste njihov starš, recimo, ali njihov terapevt, mogoče učitelj v šoli. Velikokrat se ujamemo v past tega, da želimo učiti, pomagati, razumeti in tako naprej, ampak partnerski odnos ni namenjen temu. Se pravi, ena taka velika čistka se vam obeta v letu 2026. Kam kdo pravzaprav sodi? Število duše 8. Število duše 8 je izjemno zanimivo. Ste izjemno močne osebnosti. Velikokrat v življenju se vam posledično lahko zgodi, da ljudje ne vejo, kaj bi delali z vami. Ker vi pač že od malih nog bi si mislila, veste, kaj bi radi, veste, kako bi to dosegli. Včasih ste pri temu, dajmo roko na srce, ne bom rekla, da vsi, ampak včasih se to zgodi, tudi malo čustveno hladni pri tem. Se pravi, nimate problem biti mogoče bolj agresivni v svojem izražanju, ker vi tega ne doživljate kot agresijo, ampak kot dajmo se pomeniti, dajmo povedati. In če imate na drugi strani zelo senzibilno osebo, je za to osebo to seveda lahko zelo boleče, ta oseba lahko to doživlja kot zavrnitev nje ali njega samega. Se pravi, zelo veliko bo izzivov na področju načina, kako komunicirate. Poglejte, nisem rekla, da se rabite vi spremeniti, nisem rekla, da se mora vaše prioritete spremeniti, nisem rekla, da se morate vi zdaj začeti podrejati, rekla sem način komuniciranja. Vse prej našteto, pa se mi zdi, da bo leto 2026 vseeno rekla, hopce fizel, kako pa lahko tole zdaj izboljšamo, omehčamo, tudi v primeru, da ste bili vi postavljeni vedno znova v situaciji, kjer si niste mogli privoščiti biti mogoče čustveni ali pa razpust, oziroma kadar ste sebe ocenjevali ravno po vaši sposobnosti, da ste... Kako lahko to preprosto omehčate, drage moje osemke? In še 9. Število duše 9 je tisto število, ki meni pove, da ste zelo zgodaj v življenju bili postavljeni v situacije, ki so od vas zahtevale, da ste čustveno zreli. Velikokrat se zgodi, da ste kar nekako v vlogi staršev, svojim staršem. Velikokrat se zgodi, da v vašo družino prihajajo ljudje, ki niso najbolj čustveno zreli. V letu 2026 se bo naredila taka velika čistka oseb, ki so v vašem življenju zato, ker potrebujejo vašo modrost, ker potrebujejo vaše izkušnje. In oseb, ki so na vaši isti valovni dolžini. Zdaj, če ste v svojem razvoju, v tem trenutku, v nekem obdobju, v neki fazi, kjer ste zelo ranljivi, kjer mogoče tudi sami delate dramo, saj vsi kdaj, nič tazga, potem bodite previdni, kajti točno to boste pritegnili. Se pravi, če so stvari zelo intenzivne, če vidite, da čustveno zelo nihate, da ste danes tako drugič drugače, predvsem, če ste čustveno izčrpani, ko se družite z nekom, to je tak velik red flag, verjamem, da ne rabim tega poudarjati. Rabim pa poudariti, da jih bo kar nekaj v letu 2026, zato da bi pravzaprav vi sebe postavili na malo drugačno mesto, kot ste bili, ko ste bili še otrok. Ker vi danes niste več stari 3, pa 5, pa 15. Kako lahko temu, česar si vi želite, primerno delujete, da boste to ustvarili? No, takole, malo daljša sem bila, kot sem menila, da bom. Jaz upam, da kar nekaj pametnih, uporabnih informacij za leto pred nami sem vam uspela predati. Spomnim naj vas na koncu še, če je bilo premalo, vedno vabljeni na svetovanje k meni. Imamo posebno svetovanje prav za leto 2026, imamo tudi analizo odnosa z drugo osebo, ki je vedno znova škripa, kako se lahko kaj spremeni. Definitivno vam je na voljo tudi vodnik, da lahko delate na sebi vsak mesec posebej, veliko vaj, mislim, da 4 ali 5 meditacij, afirmacij, spodbud za vsak mesec vašega numerološkega leta. Video voščilnica, darilni boni, nekaj sem pozabila, ne vem kaj, ampak veste, kaj bom rekla, kar vabljeni na mojo spletno stran, če vas karkoli od tega zanima. Želim pa vam predvsem, da je leto 2026 tisti čas, v katerem končno, če do zdaj še ne, prisluhnete sebi in resnično živite sebe.